Lepo pozdravljeni, znova dobrodošli v oddaji Začnimo teden z Livisorom. Tokrat se bomo pogovorili, kaj nam prinaša september 2022. V mojstrskem letu 9. mesec prinaša močne energije. Kaj zdaj to pomeni? To vendarle govorimo vsak mesec, kaj ne? Število 9 povezujemo z zdraviteljstvom. Število 9 povezujemo z višjimi nivoji, z neotipljivim, se pravi z alternativo medicino, z vsemi temi znanji, za kateri nekateri verjamejo, da so čiribu, čiriba. Tudi numerologija se običajno znajde točno v tem košu. Torej, september prinaša zanimive izkušnje. Po eni strani se lahko zgodi, da bomo končno razumeli, zakaj se je nekaj zgodilo. Velika verjetnost je, da se je to zgodilo julija. Torej, v septembru bi lahko dobili ta aha, klik, ko bomo dojeli določene stvari. Predvsem pa število 9 povezujemo z zaključevanjem. Povezujemo z žetvijo, s koncem. In naš velikokrat, ko rečem konec, to sliši kot izguba, kot žalost, kot razočaranje. Pa temu ni vedno tako. Ko končamo študij, dobimo diplomo, magisterij, doktorat. Torej, govorimo o nekem simboličnem zaključku obdobja, simboličnem zaključku morda tudi učenja. Torej, če se zdaj vrnete v letošnji julij, je bila kakšna taka situacija, ki je izstopala, ki je bila posebna, za katero bi lahko rekli, kaj pa je bilo to, stari? Po vsej verjetnosti govorimo o učenju. Torej, v septembru se bo najprej izkristaliziralo, kaj to učenje je bilo, potem pa bo življenje reklo, a si se naučil ali rabiš še en popravni izpit. V osnovni šoli vemo, da smo se vedno znova učili določene stvari, pa potem smo prišli v srednjo šolo, pa smo se spet učili določene stvari, pa določene snovi, ponavljamo določene snovi, nadgrajujemo in v življenju je isto. Ampak pride točka, ko pa morda nam določena snov več resnično ne more dati neke nadgradnje, neke dodane vrednosti, neke dodane modrosti. Se pravi, če to zdaj prevedemo v vsakdanje življenje, enkrat, ko se naučimo skuhati govejo župo, po vsej verjetnosti znamo skuhati govejo župo. Včasih nam bolje izpade, včasih slabše. Torej, ne sebe vsako nedeljo, če ostanemo pri tem primeru, vleči za ušesa, kadar vam župa ne izpade super. V življenju bodo situacije, ko boste naredili vse prav, pa vse po receptu, pa vse tako kot vedno, pa rezultat ne bo takšen, kot ste ga predvidevali. Velikokrat v življenju ima pač sam tok, energija, vesolje, naše poslanstvo malo drugačno idejo, kaj je prav in kaj ne, kot mi. Torej, septembra, ne bom rekla, da se prepustite toku, ampak bom rekla, opazujte, kam vas tok, v katerem ste, nosi. Ali vam želi energija povedati, dovolj je bilo? Spusti, nehaj se s tem ukvarjati. Ali vam želi energija povedati, tole več ni dobro zate. Tukaj se stvari blokirajo, pritiskajo na te, postajajo težke, boleče, zoprne, vedno težje. Ali vam energija govori, čakate nekaj ful dobrega, nekaj ful novega, nekaj se dogaja. Kakšna energija? Kakšne volje se zdaj, ko tole poslušate? Ali se veselite prihodnosti, ali bolj ne? Ali vas je strah prihodnosti? Namreč vedno znova me sprašujete, ali bodo znova ukrepi, ali bo znova neka bolezen. Mnogokrat sami na energijskem nivoju to ustvarimo. Torej, še preden se september prične, dajmo to energijo zajeziti. Vsi v sebi nosimo tako svetlobo kot temo, tako ljubezen kot tudi sovraštvo, tako čudovito radost kot tudi, bom rekla, jezo, maščevalnost, vsi smo vse. Dajmo se sprejeti takšni, kot smo. Kajti zdravljenje se lahko šele takrat prične, ko stvari sprejmemo, ko jih ozavestimo. Ko pridemo k zobozdravniku, mora najprej ta karijes najti, pa povrtati, pa ga očistiti, preden nam naredi plombo. Samo plomba ne bi bila dovolj. Samo obliž čez rano, če ta rana ni očiščena, ni dovolj. Torej, življenje bi nam lahko v septembru pokazalo, kje pa mi lepimo flajštre, kje pa mi pravzaprav, všeč mi je izraz, lišpamo mrtveca, se pravi nekaj, kar je že umrlo in pravzaprav razpada, in si tega ne priznamo in na to dajemo cvetke, marjetke, flajštrčke, takšne in drugačne, prtičke, preprogice in tako naprej. Kaj je tisto, kar ste pa vi do sedaj pometali pod predpražnik?
Koliko simbolike. Verjamem pa, da se bo tudi v vsakdanjem življenju pokazalo, kje to počnemo. Torej, dragi moji, september je zdravilen mesec, ki nam prinaša izzive, kateri podarjajo dvig na višjo zavest, na višjo raven, kateri prinašajo neko zrelost, bom rekla tudi odraslost. To pa običajno se ne zgodi tako, da sedimo doma, gledamo televizijo in jemo čokolado. Običajno odraščamo, zorimo, smo bolj zreli, smo bolj mirni, smo bolj močni, ravno preko kvihtanja. To ne pomeni, da bo zdaj september slab mesec, to ne pomeni, da se vam bo zgodilo nekaj slabega, da se bo končalo nekaj dobrega. To preprosto pomeni, da smo v nekem obdobju inventure. V že prejšnji oddaji, v kateri smo se posvetili kar celotni jeseni in preostanku leta, se nekaj, da bo september čas, ko bomo pregledovali, kaj deluje in kaj ne. Se pravi, resnično si v celotnem mesecu, vsak dan, dajte vzeti čas, da opazujete, katera hrana vam prija, kateri šport vam ustreza, koliko počitka potrebujete, koliko vode dejansko popijete, kakšno hrano dejansko zauživate, del kakšnih odnosov ste. Marsikdaj smo del toksičnih odnosov, pa tega niti ne opazimo, ker smo tako zelo navajeni na neko dinamiko odnosa. Marsikdaj morda vemo, da je to toksičen odnos, nam ni čist cool, ampak še nismo zbrali dovolj poguma, da bi nekaj spremenili, da bi se morda odmaknili, da bi se morda vsaj manj videli. Torej, september naj bo mesec budnega in čuječega opazovanja, kaj vas krepi in kaj ne. Podobno smo počeli julija, res je, ampak julija smo bili pozorni na svojo podzavest, na vse tiste mehanizme, ki funkcionirajo, ki delujejo, ne da bi se mi zavedali. September pa nam bo zelo pogrnil s stvarmi, zelo bo čustven, zelo bo intenziven, stvari bomo doživljali veliko bolj močno, sploh na področju odnosov. Ker je letošnje leto pod vplivom števila 6, bo september točno to energijo okrepilo. Se pravi, kako pa kaj gre vaši ljubezni do sebe? Kakšen je vas odnos do vas samih? Vse to, kar ponavljamo tekom celotnega leta, mi vsi. Kako vi sebe negujete? Kako vi sebe sprejemate? Kako vi sebe ljubite? Kaj na sebi ljubite? Kaj zavračate? Vse to bo zelo, zelo postreženo na pladnju septembra. Velika verjetnost je, da se bodo določene situacije ponovile iz preteklosti, določeni ljudje znova potrkali na vrata iz preteklosti, določene priložnosti bi se lahko znova pojavile. Vse to ima en sam namen. Vprašanje, ali je to za vas zdravo in dobro. In jaz vem, tako smo majhni in nam vedno znova govorijo, kako je špinača zdrava, korenje zdravo, nam je pa tako zelo dober McDonald's, pa čokolada, pa sladoled, pa vse take stvari, ki so zelo nezdrave. Včasih potem ta beseda zdravo malo zgubi na pozitivi in marsikdo, ko sliši zdravo, meni, da to pomeni neokusno, meni, da to pomeni dolgočasno, meni, da to pomeni dolgotrajno, pa ni nujno tako. Torej, kaj je tisto, kar vas krepi? Kaj je tisto, kar vas znova postavi na noge? Katere navade, osebe, ljudje pa vas šibijo? To je najbolj pomembno vprašanje letošnjega septembra. Prej, ko se ga boste odgovorili, prej bo vesolje reklo, super, tole ti zdaj umaknem, ker ne potrebuješ več. Podobno tudi, ko smo se učili voziti kolo, smo po vsej verjetnosti imeli tista dva pomožna koleščka, s katerima smo si pomagali. Mnogokrat veliko situacij v našem življenju, ki se ponavljajo, se pravi, ko pridete k meni pa mi rečete, ja, pa prvi fant je bil tak, pa drug fant je bil tak, pa pol sem tega ene trikrat videla, pa sem videla, da je tudi tak, pa bivši mož je bil tak, pa tako naprej. Pa vedno znova sem v taki službi, pa v tej službi mi niso spoštovali, pa v drugi službi mi niso spoštovali, pa vedno znova so neke situacije, neke vloge, nek vzorec, ki se ponavlja. Mogoče je pa ta vzorec pravzaprav set teh pomožnih koleščkov, ki vam prinaša neko oporo, dokler se vi ne postavite na noge. Kajti mnogokrat, kaj se zgodi v življenju, ko pa imamo resnično dovolj? Ko dolgo časa trpimo, popuščamo, prosimo, se trudimo, smo še bolj pridni, se še bolj žrtvujemo. Recimo, to je lahko konkreten primer v službi. Vedno smo mi tisti, ki delamo nadure, vedno smo mi tisti, ki delamo nočne pa praznike, pa nadomeščamo, pa vedno smo mi tisti, ki ne dobimo dodatka, pa ne dobimo dopusta in tako naprej. Se pravi, vedno smo mi tisti, ki smo nekako v slabšem položaju od naših sodelavcev, čeprav govorimo o nekih enakopravnih položajih, ko imamo enkrat dovolj. In ko rečemo, zdaj pa je dost, zaslužim si bolje, tudi če me ta trenutek odpustite, dovolj. Takrat se postavimo na svoje noge. In takrat teh pomožnih koleščkov ne potrebujemo več.
Torej, kaj če bi iz te perspektive pogledali na izzive, odnose, počutje, osebe, toksično energijo, ki se vam vedno znova ponavlja. Kaj če so to pravzaprav pomožna koleščka, ki vam želijo pokazati, da se pravzaprav še niste postavili na svoje noge, se morda še niste dovolj postavili za sebe. Kaj če bi zdaj potem rekli hvala za vso to podporo, hvala za to, da me potiskate v tisti smeri, v kateri potrebujem iti, ampak zdaj se bom postavila na svoje noge. To je bistvo septembra in to je bistvo letošnjega leta. Kdo smo, kaj smo, v vsej svoji veličini, ne glede na našo okolico, ne glede na situacijo, v kateri smo. Če pogledamo zadnja 3 leta, so bile vse prej kot preprosta. Če pogledamo, koliko časa je bilo gostinstvo zaprto, koliko dejavnosti pravzaprav je bilo posledično zaradi ukrepov, zaradi korone, zaprtih in so se mogli ljudje kar nekako znajti. In koliko ljudi je kljub tem težavnim okoliščinam našlo tisto majhno nišo in v tem času uspelo. Torej, ne glede na to, kje v življenju ste, v kakšni situaciji ste, s kakšnimi ovirami, preprekami, prekletstvom se soočate, vedno se lahko najde rešitev. Torej, dajmo se nekako postaviti ven iz teh pomožnih koleščkov, ven iz teh izzivov, nekako nad to. Se pravi, če pogledamo, življenje nam prinaša vedno ogromno stvari. Se pravi, če tole zdaj primerjamo z življenjem, vse te balončke, mehurčke, vse te barve, ves ta spekter, ki se venomer premika, spreminja, pogledajte za menoj, kar brbota. Če se dvignemo nad to in pogledamo celoto, nam je celota logična. Če pa smo v temu mehurčku, ki je recimo oranžen, ali pa moder, ali pa zelen, pa gledamo druge mehurčke, kako so drugačni, pa kako so čudni, pa kar premikajo se, pa eni so hitrejši, drugi so počasnejši. Ampak v celoti življenja je vsako obdobje, se pravi vsak ta mehurček, vsaka oseba, vsak odnos, vsaka situacija, tudi vsaka izguba namenjena in pravilna, če znamo iz tega ven izluščiti tisto, kar nam prinaša. Torej, če poenostavim, življenje bo toliko časa pred vas postavljalo podobne izzive, podobne osebe, podobne razočarane, podobne bolečine, dokler se ne boste postavili za sebe in preko tega sprožili proces zdravljenja. Kar pa pomeni, da je prav, da si damo čas tudi za žalovanje, tudi zato, da smo razočarani, tudi zato, da smo morda jezni, ne pa škodoželjni, ne pa maščevalni. To, da nekoga pomendramo in mu pokažemo, kako smo mi bolj močni, a ne? Nas pa že ne bo nihče. Ne vem, če v resnici prinese zadoščenje. Zagotovo pa tista jeza, ki jo mi nosimo v sebi, ta občutek, da se nam je zgodila krivica, gre ni nas. A veste, jaz sem lahko zelo jezna na Fransko, ker sem mnenja, da mi je naredila tako hudo krivico, ker sem mnenja, da me je ogoljufala, da zaradi nje zdaj to pa to ne morem. Mogoče nekoč v življenju si bom rekel, še dobro, da je takrat to Franska naredila, ker če bi jaz takrat šla tja in bi to res dokončala ali pa bi se to res zgodilo, bi se morda ne bi tako zelo dobro izteklo, kot jo mislim. Ampak, če se vrnem k bistvu, ki ga želim narediti. Če sem jaz zdaj tukaj in tale čudovit trenutek, ki ga delim z vami, raje namenjen temu, da sem jezna na Fransko in to vedno znova ponavljam in pogrevam in se o temu pogovarjam in vedno znova padam v to bolečino, v to jezo, v to zamero, v to, bom rekla, sovraštvo, v to, kaj vse bi zdaj jaz ne naredila. Pravzaprav zgubljam ta trenutek, ki je čudovit. Franska pa mogoče nekje sedi na morju, noge ima na stolu, pije kavico, je sladoled, uživa v sončku in jo prav malo briga, da sem jaz jezna na njo. In njeno življenje ni pa popolnoma nič drugačno, če zdaj jaz tukaj svoje življenje zapravljam s tem, da sem jezna na njo. Moje življenje pa je lahko zelo drugačno, če namesto, da ves ta ogenj, vso to zamero, vso to strast, namesto, da jo usmerjam v Fransko in v nekaj, kar ne morem spremeniti, ker to, kar je Franska naredila, je naredila, rezultati tega, kar je naredila, so tukaj. Če so to energijo, so to koncentracijo, so to ustvarjalno, so to kreativo, usmerim v to, kako bom pa zdaj stvari, ki pa jih lahko spremenim. Kaj mislite, kakšno bo moje življenje? Če se usmerim v rešitev, namesto v to, da znova predajam moč v roke Franski ali komorkoli drugemu.
Torej, zavedajmo se, da moč jemljemo v svoje roke. Mi. Če zdaj prikličete v misli število 9. Število 9 nas uči zajemanja zase, uči nas žetve. Uči nas tega, da nam ni treba vsako žogo, ki prileti mimo nas, ujeti. Se pravi, vsako provokacijo, vsako misel, ki jo vidimo na socialnih omrežjih, vsako osebo, ki nas osvaja, vsako osebo, ki nas provocira in tako naprej. Ni nam treba vsake stvari zajeti, ujeti in še manj sabo nositi. Poglejte, 9 ni tukaj zataknjena. 8 je tista, ki ima sklenjena 2 kroga, 9 ju nima. Se pravi, septembra se učimo reči nekaterim stvarem, veš kaj, ne rabim te več. Puf, pojdi svojo pot naprej. Torej, 9 je zelo modro število. 9 s tem, ko zajamemo nekaj, avtomatsko dvignemo na višji nivo. Pravi, zavedajmo se te močne energije, v katero stopamo in izbirajmo odnose, pogovore, navade, vse tiste stvari, s katerimi se bomo resnično ubadali celostno in ne zapravljati svojega življenja, ne zapravljati svojega dragocenega trenutka tukaj in sedaj z nečim, na kar itak nimate vpliva, z nečim, kar je minilo. Se pravi, ne pogrevati, ne podoživljati preteklosti, bo pa tendenca, da bi se to zgodilo septembra. Kot je to vedno septembra, kajti število 9, nas nekako pocuka nazaj v preteklost in nam želi pokazati neko refleksijo, česa smo se naučili, kaj morda bi lahko storili drugače, pa se bomo iz tega naučili. Se pravi, namen te nostalgije, tega obujanja spominov, ni, da greste vi nazaj v preteklo bolečino ali jezo, ali v preteklo radost, ampak da ste tukaj in da iz tega izluščite ven pomemben podatek. Kaj vas osrečuje, se pravi, kaj je tisto, kar še danes prikliče na smeh, žar na vaš obraz? Kaj je tisto, kar pa vas ne? Kajti ja, zelo smo šli na 2 pola. Zelo smo razdeljeni. Eni so za, eni so proti, eni so levi, eni so desni. Dajmo aktivno iskati srednjo pot in dajmo aktivno v svojem življenju prepoznavati, zakaj smo in zakaj nismo mi. Ne to, kar menimo, da moramo biti. Torej, september bo vse prej kot dolgočasen, bo čustven, bo intenziven, ravno zato, da lahko izbiramo. Kajti, če nam je dolg čas, če nam je vse isto, se pravzaprav ne odločamo. Življenje nas včasih resnično potrebuje stres, zato, da nas nekako predrami in prebudi. In zadnji 2 leti ste točno to dosegli. Torej, v mojstrskem letu 2022 pa zdaj izbiramo kdo, kaj, zakaj, kdaj in na kakšen način smo. Zdaj pa bomo naredili tudi pregled po številu življenjskih poti od 1 do 9, ker dajmo najprej to sešteti. Torej, toliko časa seštevate svoj rojstni datum, da dobite eno samo cifro. Tisti, ki tega do sedaj še niste storili, si lahko pomagate tudi s prsti. Temu rečemo število življenjske poti. To osebno število, imamo jih sicer 5, razlaga naše talente, našo življenjsko pot, kaj tisto, v čemer smo dobri, zelo pomaga tudi pri izbiri poklica. In pa seveda takrat, kadar izbiramo, kdo mi pravzaprav smo. Mi pa bomo zdaj pogledali, kaj nam vendarle september prinaša. Enkice. Drage enke, lahko bi se pojavil občutek koraka naprej, pa koraka nazaj, pa koraka levo, pa koraka desno. In če dobro pogledamo, to nekako formira krog. Tudi življenje pravzaprav je krog. Torej, če bi imeli občutek, da se znova srečujete z nečim, kar ste po vašem mnenju že zdavnaj predelali, potem kar ostanite pri svojem mnenju. Jaz verjamem, da ste to že zdavnaj predelali in da pravzaprav imate drugačno priložnost nekje, kjer ste že bili. Danes vi v tej situaciji, v tem odnosu, v tej priložnosti niste več ista oseba, ste bolj samostojni, ste bolj močni, imate že nekaj več kilometrine za seboj in verjamem, da se boste znali v tej dani situaciji nekako drugače obrniti. Torej, naj vam ne bo odveč kakšen korak narediti po že uhojeni poti drugače. Število življenjske poti 2. Pred vami je september, ki bo v ospredje postavil komunikacijo z drugačnimi ljudmi, tudi z drugo platjo sebe, se pravi. Kaj pa je tisto, čemur vi morda pri sebi, v sebi ne namenjate pozornosti? Denimo, da ste športnik, morda zato malo manj berete, morda ste zelo intelektualni, radi raziskujete, morda se zato malo manj ukvarjate s športom. Se pravi, kaj je tista druga plat vaše zgodbe, kateri ne namenjate toliko pozornosti? Tisto bo prišlo v ospredje, se pravi, vse to, kar ste morda tudi nekoč zatrli ali pa nekako
prav zatrli, no, v prid druge osebe ali v prid družbe oziroma drugega ekstrema. Se pravi, ne bo prišel drugi jaz na plano, to ste vse vi, samo na drugačen način. Tudi za vas to velja. Kako lahko v dani situaciji, v danih odnosih, v komunikaciji delujete drugačno in si s tem malo manj zakomplicirate celotno stvar. To je vodilo za september. Število življenjske poti 3. Drage trojke, torej ustvarjalno v september, navihano v september, obenem pa lahko pričakujete, da se boste morda na trenutke počutili malo bolj šibki, malo bolj ranljivi, predvsem pa morda napadeni. Kar ne pomeni, da bo okolica želela vam kaj slabega, to pomeni, da si boste kakšno besedo narobe razlagali, to morda pomeni, da si boste kakšno gesto razlagali prehitro, negativno ali celo agresivno. Obstaja manjša možnost, da boste tudi vi posledično odreagirali malo bolj burno, malo bolj, bom rekla, dramatično. Včasih pač ve trojkice res potrebujete tudi dramo v življenju in september vam bo točno s tem postregel. Rabiš dramo? Izvoli. A dam zraven še češenco? Ali mora biti zraven še ognjement? Kako barvita in kako intenzivna mora ta drama biti? Torej, zavedajte se, da v vseh teh situacijah, ki bi lahko na vas zelo pritisnile, ste vedno vi tisti, ki imate moč izbire, koliko in do kam vas lahko nekaj sprovocira, prizadene ali navduši. Število življenjske poti 4. Torej, štirikice, po eni strani boste zelo prizemljeni, boste zelo realistično razmišljali, po drugi strani pa bo en del vas, ki bo želel pokukati v prepovedano, v nepoznano in v nekaj zelo za vas netipičnega, karkoli to je. Ne govorim o vašem nasprotju, tako kot sem govorila pri enki in pri dvojki, ampak o nečemu, kar je za vas zelo, zelo neznačilno. Se pravi, bodite radovedni, zavedajte pa se, da velika večina stvari, ki se bo zgodila septembra, tudi vaših lastnih odzivov, bom rekla, mogoče boste šli popolnoma preko svojih mej, mogoče boste storili nekaj, kar bi rekli, da to pa vi že ne. Ne se obsojati, ne se kritizirati, tukaj zadaj je nek nauk, ki ga sicer ne bi dobili. Se pravi, tudi če govorimo, vi niste ljudje, ki bi bili nagnjeni k flirtanju, k varanju, k temu, da bi bili z nekom samo za eno noč ali nekaj uric, če razumete, kaj hočem povedati. Lejte, mežikam. To bi se lahko septembra zgodilo za voljo same izkušnje. Število življenjske poti 5. No, vam pa bi bilo lahko mogoče, drage moje petke, milimetrček dolg čas septembra, čeprav bo malo bolj čustven mesec, bo malo bolj intenziven mesec, ampak lahko bi se pojavil občutek, da se dogaja vedno isto, da se niste v resnici še nikamor premaknili, da v resnici še niste stvari spremenili. Torej, kaj pravzaprav je tisto, kar bi vi spremenili? Kaj pa, če pravzaprav vas vesolje sprašuje, petka, kaj pa ti sploh bi? Ker ko pridemo v restauracijo, naročimo pico, naročimo sladoled, naročimo sladico, naročimo kosilo. Vemo, kaj smo naročili. Če smo naročili govejo juho, je zelo majhna verjetnost, da bo prišla gobova juha. Morda v svojih sporočilih in komunikaciji ne znate na dovolj jasen in razločen način sporočiti, povedati in opisati, česa si želite, zato bo življenje morda pred vas postreglo čist preveč stvari, celoten meni restauracije, zato da boste izkustveno izbrali, kaj boste. Torej, ne boste naročili, ampak boste iz obstoječega izbrali. Število življenjske poti 6. Drage šestice, romantičen mesec, intenziven mesec, čustven mesec, ne pa nujno slab mesec. Kar se bo resnično jasno pokazalo je, koliko ste in koliko niste postavili meje. Če bi se izkazalo, da nekje resnično še niste se postavili zase, za svojo lastno vrednost, nekje morda resnično še niste postavili meje, nič hudega. Še vedno imate za to možnost. Spomnite se, rekli smo, september prinaša ponovno priložnost nekje v nečem, kar že obstaja, se pravi v odnosu, kjer imate občutek, da niste upoštevani, niste spoštovani, postavljate to mejo, da imate že občutek, da ste ratali vmes gradbinci in si boste kupili zdaj še čelado pa 5 ceglov. Poskusite to preprosto drugače. Jaz verjamem, da vam bo uspelo. Število življenjske poti 7. Drage sedmice, rekli smo, da bo september prinesel neko kristalizacijo, neko zavedanje, nekaj bo postalo zelo jasno, zelo logično, zelo smiselno. Kar je super, vam to zelo dobro gre. Vi zelo radi analizirate stvari, radi iščete resnico, radi pridete stvari do dna. Ampak kaj pa pol s tem narediti?
September bo postavil pred nas čustvene situacije, v katerih bo postalo jasno, kaj zdaj s tem narediti. Se pravi, če vam bo šel nekdo zelo na živce, bodo dogodki v septembru vam rekli, ok, Sedmica, a pa ti zdaj se boš malo odmaknila v temu odnosu, ali še nimaš dovolj, ali te še niso dovolj znervirali, zato je previdevati, da če gre recimo za tako situacijo, vam bo šla ta oseba vse bolj na živce. Torej, če upate, da se bo neka situacija, naj gre za odnos, naj gre za navado, naj gre za miselni vzorec, sama od sebe pozdravila in umirila, vas moram razočarati, da se najverjetneje ne bo, ker to je pravzaprav v mesecu septembru vaša naloga. Drage moje osmice, september bo za vas močen mesec sprejemanja, žetve, tudi setve in obenem zdravljenja vseh tistih vzorcev, kjer pa morda ne verjamete v sebe. Število 8 povezujemo z manifestacijo, z obiljem, tudi z egom, povezujemo z neskončnostjo, z duhovnim aspektom življenja, se pravi, toliko fenomenalne energije se skriva v vas, ampak v mesecu septembru bodo dogodki rekli, Osemka, a ti to znaš, tako kaj treba upravljati, pa uporabljati, pa usmerjati, ali mogoče bi se lahko še česa naučila. Kar pomeni enostavno tudi, da boste malo bolj učinkoviti, kar pomeni tudi, da boste morda malo prehitro odnehali. Devetka je tista, ki nam pomaga zaključiti. Torej, drage moje osemke, če se nekje zelo trudite, pa ni rezultatov, bo septembra lažje reči, ok, ne bom več zapravljal sebe, svojega časa, svoje pozornosti, svoje ljubezni in boste te stvari mogoče lažje dali ad acta, kot rečemo. Torej, predvsem za vas velja ničesar se oklepati, kajti žanjete, dajte se usmerjati na sadove in ne na plevel. In še število življenjske poti 9. Drage devetke, 9. mesec, za vas zelo intenziven mesec, kot smo povedali tudi že vsem drugim prej, žanjete. Torej, devetke, tukaj ste zato, da pomagate osebam okoli sebe. Velika verjetnost je, da ste duša zdravilka, zato oddajate zdravilno energijo, umirjeno energijo. Zato je v vaši prisotnosti vedno tudi kakšna taka oseba, ki morda ni najbolj korektna ali najbolj poštena, gre pa pravzaprav za to, da se uči določenih stvari. To ne pomeni, da vi nikoli ga niste pobiksali v življenju, to ne pomeni, da se vi tudi ne učite, seveda se, zato pa smo tukaj, vsi se še učimo. Zato ne biti jezni nase, če ste ga kdaj pobiksali, predvsem pa septembra spustite občutke krivde za pretekle napake. Kot smo rekli na začetku, če zelo stopimo nazaj, pa pogledamo zelo drugačne perspektive, celotno sliko, nekoč v življenju smo lahko tistim ljudem, ki so nas najbolj prizadeli, celo hvaležni, ker so nas s tem frcnili na pravo pot. Naj bo to vaš september. Naredite en velik pregled nazaj v življenje, velik pregled, komu ne morete oprostiti in točno tem osebam dajte odpustiti. To ne pomeni, da se strinjate, to samo pomeni, da boste spustili. Torej, to je bil pregled od 1 do 9. September bo za vse nas mesec, ki nas bo preko dogodkov, ki se nam obetajo, spraševal, česa ne rabiš več, katere lekcije ne potrebuješ več, katero lekcijo potrebuješ morda na drugačen način. Predvsem pa, kaj potrebuješ s seboj, da ti bo lažje. Ne pozabiti na ta del žetve. Devetka zajema. Kaj je tisto, česar si želite ob sebi? Ali so to ljudje, ki so zreli, ki so odgovorni, ki so pošteni, ki so korektni, ki so spoštljivi, ki vas bodo razumeli in vas bodo morda spodbujali na vaši poti, da boste vedno boljši? Ali so to morda ljudje, za katere si želite, da bi vam rekli, kokši pa ti bogi, nič ne more, spet bom še jaz joko s tabo. Kakšni ljudi dejansko si želite v vaši bližini in kateri ljudje so za vas dobri? Hrano smo že parkrat omenjali, počitek smo že parkrat omenjali, šport smo omenjali, se pravi, kaj je tisto, kar boste vi zajeli, če si pomagamo s plastičnim primerom. Če bi zdaj šli ogromen trgovski center, kjer imajo vse in vi imate kreditno kartico z neomejenimi zalogami denarja, kaj bi zase izbrali? Bi bila to kvalitetna hrana? Bi bil to čas za sebe? Bi bil to nov odnos, nova ljubezen, nova služba, nova karijera, novi starši, novi otroci, novi sosedje, novi čevlji, mogoče potovanje na Mars, novo življenje. Bi se želeli še enkrat roditi? Kam bi si želeli iti? Kje bi živeli? Kako bi živeli? V hiši, v šotoru, mogoče v jami? Kaj je tisto, kar bi si vi izbrali, če bi stopili v trgovino, kjer je vse možno? Ker, veste, dragi moji, pravzaprav stojimo v trgovini, kjer je vse možno, če smo iskreni, saj smo vendarle v vesolju,
Kje, če ne na zemlji, pa je možno živeti na morju, v jami, v stanovanju, v hiši? Jaz mislim, da je. Vse to imamo. Samo mi smo tisti, ki včasih menimo, da ne zmoremo. Včasih določene stvari samo trajajo dolgo časa, pa zato niso nemogoče. Včasih pa mi sami sebi ne postavljamo takšnih vprašanj in zato seveda ne vemo. Zato seveda se ne odločamo in še manj delujemo v tej smeri. Se pravi, če se jaz ne odločim, da želim živeti v jami, ki ima 3 delfine, mi to življenje niti ne more ponuditi, ker jaz temu ne dajem energije. In to zveni sila preprosto in verjamem, da v marsikaterem članku, v marsikateri oddaji, v marsikaterem videu to poslušamo vedno znova. Ampak ali smo resnično to ponotranjili, da stojimo v trgovini, ki pravzaprav ima vse, kar bi si kakorkoli lahko zamislili, kajti stojimo v vesolju na planetu Zemlji. Naj bo september en tak mesec, v katerem ne bodo tisti dogodki, ki vas bodo najbolj pogreli, pa najbolj pojezili, pa mogoče najbolj prešejkali, naj bodo tisti dogodki opomnik, da lahko svoje življenje spremenite, kaj še vedno ste živi in pravzaprav prav vse življenje imate še vedno pred seboj. Torej, dragi moji, ne zapravljajte sebe, ne zapravljajte svojega življenja in ne zapravite septembra. Uporabite ta september za to, da energijsko sebe uskladite z vsem tem, česar si želite, tako kot tudi sam zakon privlačnosti opisuje, kajti oktobra gremo v malo drugačne energije, število 10 povezujemo z rezom, res preteklosti, res vsega tistega, česar ne potrebujemo več in velika razlika je med energijo septembra in oktobra. Septembra mi izbiramo. Septembra mi rečemo, ok, tega ne rabim več. Oktobra pa bo življenje reklo, ej, stari, tega pa res ne rabiš več. In če bo življenje prerezalo, bo prerezalo na mnogo bolj boleč ali intenziven način, kot bi to lahko storili mi. Torej, vzemite si čas septembra, vsak dan smo rekli, bodite čuječi, opazujte sebe in izbirajte za sebe enostavno dobro. Smo v mojstrskem letu, dvigujemo svojo zavest in s tem tudi zavest človeštva. Kaj ni to ena taka pomembna vloga? Dragi moji, pomembni ste, ker ste del človeštva, ker ste živi, ker soustvarjate z vsemi nami in jaz zaupam, da bomo znali v letih pred nami ustvariti eno lepšo prihodnost za naše otroke in tudi za nas. Jaz vam želim en fantastičen september, naj prinese vsi tisto, česar si želite in predvsem tisto, kar potrebujete. Želim pa vam, da boste znali prepoznati, kaj je za vas dobro, kaj je za vas zdravo in kaj je tisto, kar bo resnično vam pomagalo na vaši poti naprej, da boste v tisti največji trgovini, se pravi v vesolju, dobili točno to, kar je za vas najboljše. Rada vas imam in vidimo se naslednji teden.